Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima naslov bolj šokanten od vsebine. V duhu novoletnih zaobljub in večnih novih začetkov sem danes v svoje goste povabila televizijsko voditeljico, motivatorko, nekoč celo pevko in večno optimistko, ki je uspešno premagala vse izzive, ki jih je postavilo življenje. Z mano je vedno optimistična, kot sem že dejala, Saša Einzidler. Lepo pozdravljeni. Res sem vesela, da ste se odzvali, pa me za začetek zanima, ste še postavili kakšne novoletne zaobljube? Seveda. Res? Ja. Si jih vsako leto? Ja, pa ne samo za novo leto, ampak tudi tako, ves čas vmes. Da sem se naučila, da je fino sprot korigirati malo stvari, ne da čakaš, da bo zdaj, novo leto, potem si pa zastavim to pa to pa to, tako si takrat potem zastavimo preveč stvari, bova povedali, zakaj to ni dobro. Ampak že vmes, ki vidiš, da nekaj ne gre, je fino malo skorigirati, pa si postaviti kakšne nove zaobljube, Tako da, ja. Zdaj ste avtorica knjig, motivatorka, kot sem rekla, predavate. Je v januarju kaj več povpraševanja po vaših uslugah? Se ljudje bolj obračajo na vas? Kakšnimi željami po spremembah? Ali je konstantno to celo leto? Ne, mislim, da nisem zaznala, da bi januarja bilo kaj več. Vem pa, da je januar en tak mesec, ko marsikatere te zaobljube padajo in so ljudje malo razočarani. Ampak ker ponovadi vse zapravijo za darila za december, potem januarja še malo počakajo in si ne kupijo kakšnih tečajev ali pa. Ja. Torej, prosila sem vas, če prenesete samo 3 osebne predmete, vidim, da ste 4. Sem zelo vesela. Ja. Kaj imava tukaj še več pred bi, sabo? Ampak verjetno vas veliko stvari zaznamuje. Lahko bi prinesla mikrofon ali pa kamerco, ali pa sliko od otrok, recimo, ker jih imam pač malo več, pa je to en tak moj zaščitni znak, ali kako naj rečem. Sem se pa odločila za te 4 stvari. Najprej bi se pomenile v tejle skodelici. Ta skodelica nakazuje, da imamo vedno ljudje odločitev sami, ali bomo imeli usta nasmejana, ali bomo pa imeli usta nadol, kot jaz rečem. To skodelico sta mi kupili najmlajši hčeri pred leti za rojstni dan in vesela sem bila iz večjih razlogov, da sem jo dobila. Namreč to, da sta hčeri, ki sta bili takrat dobrih 10-12 let stari, recimo, da razumeta to, o čemer jaz govorim, da je vedno na nas, kako se bomo odločili, kako se bomo odzvali na določene okoliščine, ki se nam v življenju pojavijo. Lahko smo žrtev, in imamo usta nadol, tako simbolno na tejle skodelici, ali pa vzamemo stvari v svoje roke, in se postavimo v svojo moč in gremo naprej. In da sta to sporočilo oni dve zaznali, mi je bilo tako lepo, da sem se prav razjokala, ko sem to skodelico dobila. In moram reči, da je moja najljubša in se tudi vidi, ker je vsa umazana od čajev. Je v uporabi. Ja. Pa je to stvar odločitve, a smo pesimisti ali optimisti, a se s tem rodimo? V katero smer nas bolj vleče? Ja, majčkeno se mi zdi, da je to... Malo je pogojeno z določenimi stvarmi, ampak načeloma imamo odrasli ljudje ves čas to moč oziroma možnost, ne moč, to nisem v redu rekla, imamo možnost, da se sami odločamo o tem, kako se bomo odzivali. Odvisno je pa to seveda od mnogih faktorjev, ampak če imam to zavedanje, da se jaz lahko odločam tako, kot jaz želim. Ja, pa jaz se želim odločati tako, kot jaz želim. In bom delala na tem. In se bom odučila določenih vzorcev. In se bom naučila delovati tako, da je meni dobro in meni v prid. In da mene moje odločitve podpirajo. Ne pa, da sem
ves čas, ne morem, ne znam, nisem dosti dobra, nisem dosti ne vem kaj. Ne? Zdaj imate 5 otrok, so vsi tako pozitivno naravnani, so vedno za akcijo, dajmo rešiti problem. A se razlikujejo? Zelo so različni. Je pa všeč mi to, da so vsi zelo odgovorni. Ker to je bila ena od mojih prioritet pri vzgoji, da sem jim skušala dati čim manj potuhe, čeprav sem tudi to delala, ne? Sploh po ločitvah, recimo, ko imaš občutek, da itak si zafuril življenje svojim otrokom in potem jim hočeš čim bolj ustrešiti in čim bolj jih v vatko zaviti in se malo odkupiti za to, kaj jim počnem. Sem naredila marsikakšno napako, sem preveč želela biti dobra mama, pa danes vidim, ko gledam za nazaj, da nisem delala usluge, s tem, da ne vem, je otrok pozabil copate doma, pa pa sem mu peljala v šolo ali pa vrtec copate, bogi, da ne bo brez copat. Ja, napaka, Ampak načeloma, sem se trudila jih vzgajati v odgovorne ljudi in to se mi zdi, da mi kar dobro je uspelo, tako, so fajn. Je še kdo po vaši poti se ukvarja z life coachingom, prav poklicno, s to osebnostjo rastjo? Ne? Še. Z leti Dve mogoče. imam še majhni, ena, mislim, da obe sta v srednji šoli, ampak eno malo vleče na to pot, se mi zdi, tako da, glej, bomo videli. Je kaj lažje prebrositi pubertete s tem znanjem, ki ga imate? Definitivno. Definitivno. Res. Obstajajo triki. Ja. Super. Kar drugi predmet. Ja, to mi je pa tudi ta hčera, ki sem rekla, da jo malo zanima, tako malo bolj ta osebnostna rast, pa to je tudi, sem to dobila od nje za darilo, to je sveča, ki simbolizira luč. To je spet tako, en tak optimistični pristop, dajmo biti mi luč. Dajmo drugim svetiti, ampak preden drugim svetimo, najprej svetimo sami sebi. Dajmo z lučjo posvetiti v najbolj temne kotičke sebe. Dajmo pogledati, kaj so tiste naše sence znotraj nas. In dajmo jih osvetliti. Kaj ti šele takrat, ko jaz vem, kaj je tisto, kar mene v življenju moti ali pa kar me ovira. Šele ko jaz tisto stvar dam ven, ko jo osvetlim, ko jo vidim, se lahko s to stvarjo pogovorim in jo odpustim, in sčistim tisti kotiček sebe. Tako da sveča je meni en tak predmet, itak rada skozi prižigam svečke. Tako, zdaj malo manj tudi, ker sem enkrat skoraj zažgala nekaj. Ale vidim, da še ni bila v... Ja, sej ta je tako, malo jo imam za okras, pa tako jo malo čuvam, ker mi je tako fina, ker mi jo je glih hčerka podarila tudi. Pol seveda, sem mogla zraven vršči dišeče palčke. To gre skupaj, Zato, ker sej ne, da jih skozi kuram, jih pa veliko, ampak simbolizira pa to, da si mi prižgemo eno dišečo palčko, recimo, mi to, da se moramo ljudje znati ustaviti, da če smo ves čas v pogonu, ves čas v gibanju, že zjutraj nam začne delati, in potem zvečer težko zaspimo in še po noč ne spimo, ker nam dela in išče rešitve za težave, ki jih imamo in tako naprej. Če si mi ne vzamemo enega trenutka za to, da se malo sedemo, da se umirimo, da smo malo sami s sabo, toliko časa ne moramo reči, da nekaj zelo osebnostno rastemo, ali pa, da je to dober način reševanja težav, če smo ves čas samo v pogonu in potem dostikrat bežimo, v delo, v šport, v duhovnost tudi, tudi to je lahko beg pred samim sabo pravzaprav. Verjetno tudi četrti predmet malo meditativen, Ja, Varjenje pravijo, da je To pa je meditativen. eno seme, in
zadnje čase spremljam, se vse ni važen, pač tale por sicer, ne, ampak spremljam malo dogajanje in sem zgrožena nad tem, da si želijo določene multinacionalke prisvojiti pač primat nad semeni, da vzgajajo semena, ki se jih ne da potem uporabiti, da kalijo samo enkrat. In to je meni zločin mislim, kot da režemo sami sebi vejo, pa kaj nam ni jasno, si dostikrat rečem. In zato se mi zdi tako pomembno to, da imamo Slovenci tudi svoja semena, da to je edina stvar ali pa ena od stvari, s katero si bomo lahko priskrbeli pač naše preživetje. Tako da semena, evo. In še na to temo in podobne teme bi lahko zelo veliko o vodi, o zdravi hrani. Saj sem hotela vse prinesti s sabo, pa sem se pol zadržala. Je pa verjetno tu vse prišlo z leti, ne? Začeli ste pa v popolnoma drugem svetu, medijskem, ki je pa kar malo kontra tega, kar učite, ne? Je pa vse samo lepo, zavito v celofan, vse mora biti perfektno. Kako se je začela ta vaša medijska pot? In tudi v bistvu morda je tudi mene ravno to, da je bilo toliko navzven, da sem velikokrat utišala ta svoj notranji svet, da nisem v bistvu povedala, kaj pa se dogaja v meni, kaj je meni všeč, da sem bila bolj všečna drugim ali pa želela biti kot všečna sama sebi, da je ravno to tisto, kar me potem kasneje v življenju tudi pripeljalo tudi do fizične bolezni, ko se je telo v nekem trenutku začelo upirati in saj prej smo se pogovarjali z vašim Markom, ki skrbi zdajle za... Stric iz ozadja. Z našimi stricami iz ozadja, ki se poznava, in je omenil, pa 50 te pa kar kaj štrafne, seveda, zato, ker se toliko let določene stvari nabirajo in ko ne vidimo znakov, ki jih dobivamo prej, se vedno konča na tem fizičnem nivoju, ko telo reče, zdaj je pa dovolj, zdaj pa bo treba nekaj narediti. Zdaj številne intervjuje sem od vas prebrala in me je presenetilo, da ste bili najmanj zadovoljni s sabo takrat, ko vas je cela država občudovala, vsi gledalci, oboževalci. Takrat ste se najslabše počutili v svojem telesu. V bistvu ves čas sem imela zelo visoka merila, ves čas se mi je zdelo, da nisem dovolj dobra, da moram še bolj ne vem kaj, in ko greš ti tudi s takim mindsetom, s tako naravnanostjo iskat partnerja, ali pa vstopaš v partnersko zvezo, vstopaš seveda na tem nivoju te naravnanosti in ti ne moreš dobiti potem enega partnerja, ki je pa ki ti bo rekel, ne, ljubica, ti si čudovita, ti si krasna, največkrat dobiš enega tacga, ki paše prav na tisti tvoj nivo, ali kako bi rekla. Je poznano, ne? In seveda sem vedno znova prihajala v stik z ljudmi, ki so potrjevali na nek način to, kar sem jaz mislila sama v sebi, torej, da nisem dovolj dobra. In sem dobila ob sebe nekoga, ki mi je rekel, in seveda, če ti to reče nekdo, ki ga imaš rad, pa te daje v nič, seveda mu verjameš bolj drugim kot sebi in to je bil tisti moj trenutek, ki je bil tako drugačen od tega, kar se je videlo navzven, sploh potem, ko sem se razšla s partnerjem oziroma z možem, 2 majhna otroka, na eni strani slava in vsi so me hvalili, pa si fajn, pa vse, ampak na drugi strani pa en tak res notranji občutek, da sem nevredna, da sem zavozila življenje, sebi, otrokom, moja starša sta še vedno poročena,
nikoli ni bilo nič tako fajn, starša, srečna družina smo bili. Nimam vzorca, ne, tacka, da bi rekla, jaz imam vzorc, poročiš vse in to je to. Do konca svojih dni. Ja, da pa ni nekako šlo, a ne. In ja, zanimivo, ne, in ta polarnost, ki se mi je dogajala, ne, je seveda povzročala tudi to, da se je meni zdelo, da tudi ta moja zunanja pojavnost, pa to, da je ena laž, a ne. Čeprav danes vem, da je bila ta druga stran laž, a ne, kako zanimivo. Uvodoma sem dejala, ne, da ste pa vedno uspešno premagovali te izzive, ki vam jih je pošiljalo življenje. Ja. Odkje pa ta moč, ko se ti sesuje cel svet, da se potem, a zaradi otrok, a ste ta karakter, odkje ta moč? Jaz moram priznati, da najprej se je zmeraj ta moja moč našla zaradi otrok, ne zaradi mene same. Ampak v trenutku, ko se odločaš, a ne, da če ne zaradi drugega, pa zaradi otrok, v trenutku, ko se to odločiš in narediš par korakov, spoznaš, da v resnici to delaš zaradi sebe. In da, ko si ti dobro, so tudi otroci dobro. In to je ena taka stvar, ki jo tudi velikokrat povem ženskam, ki pridajo k meni na kakšna svetovanja. Zdajle je res v zaključni fazi knjiga Razšla sva se, postavljam nove temelje in tudi določeni programi, s katerimi pomagam ljudem po razhodu, a ne, veliko je takih, ki imajo majhne otroke in vsem povem, ko si ti dobro, so dobri otroci. In to jaz iz prve roke govorim te stvari, ker sem videla tudi sama, a ne. Koliko pa ste bili takrat dovzetni, ste si poiskali kakšno zunanjo pomoč? Vseeno so se časi zdaj malo spremenili od takrat, to je bil malo tabu takrat, ne, da si poiščeš pomoč, pa psihoterapevti. Ja. Ne, ampak jaz sem, in to tudi povem, a ne, da seveda, hvala Bogu, jaz sem hodila na terapijo po prvi ločitvi in imela sem pač ljudi okrog sebe, prijateljice, ki so mi stali ob strani in ki so mi pomagali. Potem ob drugi, ne lažem, ob prvi ločitvi nisem hodila na terapijo, ne, ampak pri drugi pa. In potem, ko sem jaz ugotovila, kakšna bližnjica je to lahko, nisem nehala hoditi na te stvari, mislim, ne. Terapija mi je pomagala razumeti, potem po terapiji sem pa pogrešala pogled naprej, a ne. In to sem videla, da da pa coaching ali pa mentorstvo, pač to, kar zdaj jaz delam, a ne. In kot sem rekla, ne, to se potem nikoli ne konča, ta želja po tem, da rasteš, da greš naprej. Jaz ves čas od takrat, ko sem se začela izobraževati, potem tudi zaradi sebe, najprej in sem ugotovila, da to pa ljudje rabimo, vsi, a ne, ne sam jaz. Od takrat se nisem nehala izobraževati. To si po moje zastrupljen s tem, ampak verjetno je to tisto, kar človeka potem tudi ohranja nekako tako, ne, nam rekla mladega, no, ampak da želiš biti tak, da ti učki se svetijo, ne, da si en zamorjen. Omenili ste zaključevanje knjige, pa coaching, predavanja, s čim vse se ukvarjate? Ima dan sploh dovolj ur za vse hobije, dejavnosti, ki jih opravljate? Ja, zdaj tako ne. Ena od mojih novoletnih zaobljub sama sebi je tudi ta, da grem vsaj 5-krat na teden na sprehod. A ne? Kako gre? Ja, torej, zdaj je v redu, ne? Ampak vidim, da nimam tega še kot vzorc, a ne, tak pozitiven vzorc v svoji celici, a ne, da bi mi bilo
to bolj pomembno, kot odgovoriti na vse maile, ki se naberejo, naprimer, a ne. Ali pa tako, res, a ne, jaz rada jem živo hrano. Tako. Doma si najrajši jaz sama pripravljam svoje obroke, kupujem ekološke stvari, česar ne uspem vzgojiti sama na vrtu. In to mi vzame Zahteva nekaj časa. kar nekaj časa, a ne. Pol seveda gibanje, a ne, tako ali tako pač zjutraj telovadim, itak že to, itak, a ne. In zdaj ti sprehodi, a ne. Jaz živim na hribu, krasno, zrak je odličen, sonček je, ko gledam dol v dolino, meglo, a ne. Torej, kakšen izgovor imam, a ne? In tukaj vidim, kako moram sama s sabo, a ne, uporabljati tudi vse te finte. Torej, celo vi imate težave, da vas Ja, hoče seveda. zavesti. Ja, seveda. Ampak verjetno Seveda. imate orodja, da hitreje. Ja, hvala Bogu. A kakšni so mogoče te mali triki? No? Nas vedno zavaja, da bi šli v stare tire, ker je tega Ja. navajen, verjetno. Ja. Predvsem, a ne, to prej, ko sem rekla, da za novo leto je velika napaka, ki si jo zadamo, ta, da hočemo vse naenkrat. Da si zadamo, ne vem, 5 novih stvari in revolucionarne spremembe in zdaj pa ne bom jedla in zdaj bom pa telovadila in zdaj bom pa laufala in zdaj pa ne bom ne vem kaj, a ne. In se zmeša. Se zmeša že samo ob besedi hujšanje. Ker povezuje to besedo s trpljenjem, ker smo že 100 milijonkrat hujšale, naprimer, a ne. In se zgodi ravno obratno, da takrat, ko rečeš, zdaj bom pa shujšala, da si lačna. Ali pa, ko si rečeš, zdaj moram pa res začeti telovaditi, a ne. In ker si že, to si verjetno rekla večkrat in nisi izpolnila tega, bo rekel, ja, saj veš, kaj bo, ne. Saj veš, kako se bo to končalo. Tako da zelo moramo paziti na ta svoj notranji samogovor, kaj jaz rečem. In majhne korakce. Jaz si tudi nisem zadala, da bom že 1. januarja šla, ne vem, po kar 5-krat, a ne. Sem rekla, glej, začela bom z 2-krat. Pol en teden 2-krat, pa pol 3-krat. Ne, moj cilj je, da pridem do 5-krat. Ne vem, v februarju, recimo. In na ta način jaz ne ustrašim, ampak ga počasi navajam na to, kar bi jaz želela, in zdaj, če ne grem na sprehod, mi že teži, ne. Ko bo sprehod, ja, kdaj boš prišla? No, daj malo si zračuni, ne, kako, do kdaj je sonček, do kdaj boš šla, ne. Teži v sistemu. Ja. Tako da to je recimo ena od stvari, da si zadamo preveč in preveč vse hočemo kar čez noč, a ne. Dajmo z majhnimi koraki. Jaz rada rečem tako, mic po mic, pa ne opazi, da ti nekaj spreminjaš in se ne počuti ogroženega in se vedno znova navad, ne, tako kot ona kuhana žaba, se navad in na koncu je tisti, ki nas podpre pri teh naših odločitvah. Se mi pa zdi, da včasih, ko nam spodleti, se pa malo preveč obsojamo, ne, potem rečem, se zdaj nam je spodletelo drugo leto ali pa čez pol leta. Ne, kakšna sem, saj itak mi nikoli ne uspe, nisem vztrajna, nisem taka, nisem ne vem kaj, in spet začnemo s tem negativnim notranjim samogovorom, ne. Ke pa spet nas potegne dol. Koliko časa pa recimo rabi telo, da usvojimo eno novo navado? Je kakšna? Tako, no, pravijo, da kao 3 tedne naj bi trajalo, ampak seveda je to odvisno od tega, ne vem, na primer, če menjamo kakšne vzorce, a ne globoke, pa da smo bili res zelo ranjeni, ni niti slučajno 21 dni dovolj, a ne, da zamenjamo. To je lahko bolj dolgotrajen proces, da res čutimo, da smo zdaj pa neki, ne, en način razmišljanja, odzivanja zamenjali. Drugače pa pravijo, no, da tam
en mesec, naprimer. No. Koliko pa je pomembno, da se tudi v trenutku, ko se odločimo za kaj novega, obkrožimo s pravimi ljudmi? Oziroma, kako okolico nekako utišati, ker vedno živimo v istih krogih. Ne moreš se preseliti v Ameriko, ker si se odločil za eno novo navado. Kako pa to presežemo? In to je res zelo pomembno, da se obkrožimo z ljudmi, ki nas podpirajo. Ali pa, da jih prosimo, da nas naj podprejo. Naprimer, en moški je prišel na hipnozo k meni, ker je imel malo težav z alkoholom in je rekel, da mu je zelo težko, zato ker kamorkoli gre, ga pa vsod silijo. A ne, pa dej, pa kaj, pa dej, še enkrat, pa dej. In sva prav se pogovarjala o tem, na kakšen način bi on lahko sam k sebi zaščitil, da ali da ne gre, ali da gre na vsako tretjo stvar, ali da, ne vem, reče, da je antibiotike, pa da ne sme, ali, a ne, prav take izgovore sva iskala za njega, da jih je imel pri roki, da se je lahko ubranil tega. Ne? Najboljše je seveda pa to, da imamo okrog sebe ljudi, ki nas podprejo pri naših odločitvah. Problem je pa v tem, da največkrat ljudje nočejo, da se mi spremenimo. Rim je udobno, da smo taki, kot smo. Če je ena ženska ustrežljiva doma in vse naredi, kar ji naročijo, mož in otroci, seveda ne bojo želeli, da se ona spreminja. In jaz poslušam grozne stvari, kaj doma govorijo. Pa tebi se je zmešal, pa si v meni, ali kva stečna, koliko čudna, pa take stvari. Mi potem ženske recimo pripovedujejo. Ne? In takrat je bistveno težje. Ne? Takrat moraš imeti res vsaj na drugi strani neko podporo. In zato pa smo potem mentorji oziroma coachi, da smo lahko podpora, ne? Da mi držimo tisto moč za nekoga, ki je v nekem trenutku ampak se hitro napije te moči pri meni ali pa pri nekom. Ne? In to je to. In recimo tudi videla sem te skupinska mentorstva, ki so, da je več ljudi z neko podobno težavo, koliko je to tudi zelo pomembno, ker imaš ves čas nekoga, ki ga lahko pokličeš. Jaz nisem ves čas dostopna, recimo. Sigurno pa, če v skupini, ne vem, 5 ljudi, ki imajo nek podoben cilj, eno željo, je kot skupina, ko podpirajo drugega, je tudi zelo močno. Ali pa če imaš kakšno prijateljico tako, saj ne rabiš coacha ali pa mentorja. Sam velikrat se pri kakšnih prijateljicah zgodi to, da ko ti nekaj, ne vem, jamraš čez moža, recimo, da ti ta prijateljica ne reče, no zdaj pa malo stav konje, kaj pa zdaj to govoriš, kaj pa ti, da je malo še vase poglej, da imamo mi rajš take prijateljice, ki nam rečejo, ja, boga, da ja, kašen je. Tako da, no, zdaj. Ne, zanimivo, res zanimivo. Ste pa omenili, moški je prišel na hipnozo, ženske na coaching. Smo ženske še vedno bolj odprte za to osebnostno rast? Ali se moški vse bolj se moški odpirajo? Je pa definitivno bistveno več žensk. Res, mogoče na 15 žensk en moški. No. Pa dobijo podporo doma, recimo to, kar smo govorili, ko se odločijo za spremembe, ali je najprej ta prvi problem? Velikrat mi tudi moški reče, da žena ne ve. In ženske mi velikrat rečejo. Zadnjič, tako, ta hipnoza, ki jaz delam, ni navadna hipnoza, ampak je hipnotransformativni coaching, zato ker gre za en tak res proces, traja 3 ure in greš res globoko in tako, prideš v stik z marsičem, kar si mogoče malo zakopal nekam in velikrat so solze in je ena gospa, potem, ko sva končali, je prosila, če lahko še malo tam še malo posediva, da je malo k sebi prišla in potem zakaj nimam sabo make-upa, da si ga popravim, kaj bom rekla doma možu,
zakaj sem zdaj taka zabuhla, objokana, prišla domov. A ne. Tako, in to mi kaže na to, kako tudi živimo, a ne, znotraj odnosov. Mi je kar res hudo in težko, ko vidim, koliko je takšnih, ki si ne povejo partnerji, a ne, med sabo. Enega zanima neka osebna rast, drug se pa norca dela iz tega. Ne. Pa ni nujno, da je to, da se samo moški delajo norca iz tega, so tudi ženske take, a ne? A kolikokrat je pa obratno, no, da pa nekdo naredi spremembo in je to v bistvu pozitivno za celo skupnost, družino, partnerstvo, odnosi? Ja, jaz sem res zelo vesela, ko se je zgodilo ene parkrat, da je recimo partnerka bila, pa mi je potem mož napisal hvala, ali pa, a ne, to mi je wow. Sicer pa moram reči, da vedno, kadar nekdo v partnerstvu naredi eno pozitivno spremembo, je to v najvišje dobro vseh. Tudi če na prvo žogo je za partnerja težko, če se žena spremeni, recimo. A ne? Pa postane, ne vem, bolj samozavestna, se bolj zaveda svoje notranje moči, svoje vrednosti, je to za njega težko. A ne? Ampak na koncu najvišje dobro za vse pa je to, ker je tudi s tem njemu ponujena možnost za neko rast. A ne? Zelo lepo. Ja. Zdaj zanima me, pred leti pa ste spregovorili zelo odprto, no, tudi o tej svoji bolezni. Ja. In ste takrat dejali, da je prišlo do tega zaradi neizrečenih besed. Zdaj, Ja. meni to ni šlo skupaj, ne? Tako odprti ste, Ja. pomagate drugim, potem pa je prišlo do tega nesrečnega raka na mandeljnu, ne? Ja. To ni bilo nekaj, kar je nastalo zdaj. To je nekaj, kar se je nabiralo, a ne? In to se je nabiralo leta in leta in leta. Zdaj pa je bil ta primeren trenutek, ko sem to lahko ozavestila, ali pa jaz rečem, da sem to simbolno skurila, ker sem ja toliko obsevana, ne, in sem izkurila te celice. To je nekaj dejansko, kar in tako v bistvu, potem, ko sem gledala nazaj, saj sem dobivala že kakšno opozorilca, ne? Ampak jih nisem videla, ne? Nisem se s tem ukvarjala. Pa sploh zato, ker se mi je zdelo, da zdaj pa res živim tako lepo, a ne? Da zdaj končno da si pa lahko oddahnem, imam partnerja krasnega, zdaj smo imeli 10. obletnico, otroci so super, živim na lepem, delam to, kar imam rada, zadovoljna sem, a ne, kako lepo. Ampak tako se mi je zdelo, a ne, da še ta del, še od nekega dela se moram pa posloviti in ga prav tako katarzično, ne vem, skuriti. In moram reči tudi, da sem se zelo veliko naučila skozi bolezen, in sicer tudi to, da ne znam sprejemati, da sem vedno bila tista, ki sem dajala, da mi je težko, ko želi nekdo poskrbeti zame, ker sem vedno imela občutek, da moram jaz za vse druge poskrbeti. Naučila sem se še bolj jasno tega, da v trenutku, ko začutim, da mi nekaj ni, in še vedno, a ne, recimo, začutim pritisk na tem delu, a ne. Ko mi nekaj ni, ampak zdaj rečem, zdaj to dam ven, v trenutku, ko začutim. Včasih pa nisem. Pa to željo pougajati niste, zakaj niste izrekli teh besed? Ker znanja ste imeli verjetno veliko o tem, da je treba postaviti to jaz to govorim za to obdobje, ne vem,
več kot 10 let nazaj, recimo. Ne? Ampak tudi, naprimer, ko sva s partnerjem tem, prišla skupaj, jaz sem bila zelo prestrašena v tem odnosu. Jaz sem tudi zelo, v bistvu so se tako tipala, on pa tudi zelo prestrašena, ker ima tudi svoje zgodbe za sabo. In sem tudi bila včasih tako bolj opazovalka, pa ne čist, pa si nisem dovolila čist odpreti se, pa spustiti ga zraven, pa tudi vsega reči, ker sem, ne vem. Ne bi prestrašila. Ja, tako sem si mislila, tle 5 otrok, 2-krat ločena, prav nič lepega pedigreja nimam zdaj za nekoga. Tako da, mislim, da potem, s tem, ko mi je pa res, takrat, ko je prišlo do tega, ful stal ob strani, Res, vi ste morali sprejeti pomoč. Ja, in da takrat v bistvu šele in se je v meni tako res, da je prišlo do te prelomne točke, da sem tudi si upala res tudi popolnoma prepustiti in vstopiti v odnos. Res vsa, ne da vam skozi malo eno bremzo. Sta pa tudi zaročena? Ja. Koliko časa že? Ja... Pa je 3 leta, Pa načrtujete kakšen korak naprej, ali to zdaj vam ugaja to stanje? Tako obema je super, ampak sva rekla, da zdaj, ko mine malo ta hektika službe in tako naprej, on ima še neko funkcijo, zdaj v službi pa ima veliko dela in sem rekla, glej, zdaj to sploh nimava časa. A ne misliti na to, ker to bi rada tako, da je lepo, da si vzameva čas. Bolj intimno ali tako pompozno? Pojma nimam. Ampak tako, enkrat, So neki daljni plani. Se pa oba že tako počutva, kot da je kljukica narejena. Kot da je že podpisano. Super. Če se ne motim, ste pa tudi babica? Kakšna je pa to vloga? 1 leto. Lahko malo spustiš to materinsko in samo razvajaš. Ja, res, čeprav pač vnuček živi v Kopru in pač jaz sem zaposlena babica, nimam zdaj toliko časa, ker imam pač toliko svojega dela, plus še 2 punci doma, ki nista polnoletni, tako da nisem zdaj ravno vsak teden pri njem, na žalost. Ampak, ko pa sem čisto zaljubljena in potem ga tako pogrešam. Vas vrti okoli prt? Jaz ne vem, zdaj še tako mečken, in toliko je ljubek in tak, itak mi je najlepši, tako kot mi bo verjetno vsak naslednji tudi. Je pa to, luštna vloga, Odlično. Zdaj počasi sva prišli do konca tega najnega pogovora. Kako gre hitro? Ja, zelo hitro. Jaz bi lahko kar klepetala, imam še ogromno vprašanj, ampak žal, tako je, se ste delali na televiziji, veste. Tukaj so imeli še kar veliko časa. Jaz za konec pripravim tako 3 take časopisne naslove, ki bi mogoče lahko jih brali o mojem gostu, pa potem gost pokomentira. To so čisto plod moje domišljije. Pa gost pokomentira, če je možno, da bomo to kdaj brali na spletu v časopisu. Prvi je takšen. Saša Einziller se vrača na televizijo, spreminjala bo življenja. Ko sem mislila, v obliki kakšnega šova, da bi spreminjali življenja ljudem. To podpišem takoj. Vi? Ja, itak. Dobivate kakšne ponudbe s televizijo? Ne? Nobenih? Pa pogrešate te čase? Ne. Ne. Ampak bi pa z veseljem kaj takega delala in tako vsake toliko malo pomislim na to, da koliko škoda, ker se mi zdi, da ni zdaj v tem trenutku nobene take oddaje nikjer, pa da bi jo ljudje rabili, Potem drugi naslov. Knjiga Saša Einziller podira vse rekorde. Zdaj mogoče sva že napovedali, ne bo to iz vaših ust kdaj jo lahko Božje ušesa, čim prej, sprašovati 3 leta jo imam v predalu, že jo pecam, ampak zdaj pa je to tudi ena od mojih novoletnih zaobljub, tako da. Zdaj
tole sva pa že prej omenili, sanska poroka Saše Anzler, blestela je v belem. Bomo to kdaj prebrali? Ali bo to bolj skrivna intimna? Ne vem, če bo sanska itaka, ne, ampak in tudi lahko, da bo belem, no. Ker belem je tudi lepa. Lepa barva. Ja. Saša, najlepša hvala. Lahko se uresničijo, pa ne bova nič komod. Hvala, da ste si vzeli čas. Hvala za vse nasvete, za vse zgodbe, ki jih delite z nami. No, pa upam, da se še kdaj vidimo. Hvala za dobra vprašanja. To je bil Showcast. Hvala, da ste bili z nami.